Predsednik republike Borut Pahor je danes podrobneje predstavil novo vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije. Pahor je včeraj za novega predsednika KPK-ja imenoval murskosoboškega odvetnika Borisa Štefaneca, ki mu ga kot edinega primernega med prijavljenimi kandidati predlagala izbirna komisija. Hkrati je za njegova namestnika imenoval policijskega svetnika pri generalnem direktorju policije Jurija Fermeta, za vodjo službe za nadzor in preiskave pri KPK-ju pa Darka Stareta. Novi senat bo svojo funkcijo nastopil 31. marca. Člani odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko so na nujni seji znova razpravljali o problematiki nepremičninskega davka in informativnih izračunih. Sejo je zahtevala poslanska skupina SDS, kjer pravijo, da je treba zakon o davku na nepremičnine razveljaviti. Vlada je medtem že predlagala nekatera dopolnila k noveli zakona, po katerih bi odpravili razlikovanje med rezidenčnimi in nerezidenčnimi stanovanji. Za letos pa zemljišča za gradnjo stavb ovrednotili enako kot druga nezazidana stavbna zemljišča. Uvesti namerava tudi možnost ugovora na posplošeno tržno vrednost nepremičnine v primeru posebnih okoliščin. Družba za upravljanje terjatev bank je začela prenos tretjega od skupno 5 predvidenih svežnjev terjatev. V tem svežnju je za skupno 364 milijonov evrov terjatev do 92 podjetij. Iz Nove Ljubljanske banke bo takrat prenesenih za okoli 153 milijonov, iz Nove Kreditne banke Maribor pa za okoli 211 milijonov evrov terjatev. Skupno je bilo na družbo za upravljanje terjatev bank doslej namenjenih za 1,81 milijarde evrov terjatev do 185 podjetij. V Premogovniku Velenje je bila primopredaja poslov med začasnim predsednikom uprave Ivanom Pohorcem in nekdanjim predsednikom Milanom Medvedom. Pohorec, ki ga nadzorni svet za začasno vodenje uprave imenoval v četrtek, se je sestal tudi s predstavniki stavkovnega odbora Rudnika. Kot je znano, stavkajoči zahteva ureditev razmer v skupini Holding Slovenske elektrarne. Od uprave premogovnika zahtevajo tudi izplačilo lanskega regresa. Prav tako pričakujejo poenotenje plačnih razmerij v skupini ter poplačilo zaostalih terjatev družbam skupine Premogovnik Velenje strani družb v sistemu holdinga. V njem je namreč povprečna plača 4.000 evrov, Premogovnik Velenje pa je po višini plač na zadnjem mestu v skupini. V Sloveniji je žrtev psihičnega nasilja vsaka druga ženska, vsaka 5. pa je žrtev fizičnega nasilja. Z nacionalno konferenco z naslovom Nasilje v družini, vloga zakonodaje in družbena odgovornost, ki poteka na Brdu pri Kranju, pa se je začela 2-letna nacionalna kampanja Vesna – Živeti brez nasilja. Ta poudarja pomen ukrepanja proti nasilju nad ženskami in je usmerjena v postopno, a vztrajno spreminjanje odnosa do te problematike. Tudi jutri bo v zahodni Sloveniji precej jasno, čez dan se bo zjasnilo tudi v vzhodni Sloveniji. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severni do severovzhodni veter. Jutro bo hladno, v zatišnih legah bo možna slana. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Zaradi poslov s Kitajsko je mariborski župan pogodbeno zaposlil 4 strokovnjake. Ravnatelji osnovnih šol od ministrstva niso dobili sredstev za plačila četrtin, zato se je vsak znašel po svoje. Upniki prodajajo cerkveno premoženje, zanimanja za orglarsko delavnico ni. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.